Gre za zadnjo zgrajeno hidroelektrarno, ki je popolnoma avtomatizirana. Njena posebnost je tudi ribja steza, ki je pravzaprav prva delujoča ribja steza oziroma prehod za vodne organizme v Sloveniji, zgrajen po najsodobnejših standardih in seveda tudi ustrezno delujoč. Izpostavili so tudi pomen celotne verige hidroelektrarn na spodnji Savi, ki je potrebna predvsem za ustvarjanje zadostne akumulacije vode. Zdaj v tem trenutku delujemo, bi rekel, bolj po principu delovanja posamičnih elektrarn in smo bistveno bolj odvisni od vremenskih pogojev, ki ta trenutek niso najbolj ugodni. Predsednik je obiskal tudi podjetje Implet Pletiva, v katerem so že drugo leto zapored povečali prihodke, sicer pa imajo zadnja 2 meseca težave zaradi zemeljskega plina. Tu se je cena začela gibati popolnoma nerealno glede na napovedi in že kar v prvih 2 mesecih nam je zelo poslabšal rezultat in v bistvu zaradi tega naš strošek energije že skoraj dosega 10% prihodka. Mislim, da je industrijski razvoj še vedno jedro vsega razvoja in da seveda v tem okviru je treba gledati tako na nove tehnologije, na nove vrste proizvodnje, kot tudi na prilagoditev nekaterih klasičnih industrij, ki jih imamo novim tržnim razmeram. Ob tem so predsednika opozorili tudi na nujnost prometne povezanosti, predvsem na pomen izgradnje 3. razvojne osi. Ki mora odgovoriti na vprašanje povezanosti Sevnice z avtocestnim križem, kajti ta odmaknjenost od avtocestnega križa je za Sevnico precejšen problem. 3. razvojno os od Celja do Šmarjeških Toplic umeščajo že od leta 2005. Velike težave na ta račun pa imajo predvsem tukajšnji gospodarstveniki. Predsednik države je sicer obiskal tudi dom Impolca in se seznanil z ostalimi projekti v občini.